pozdrav v našem nocojšnjem literarnem večeru, katere številke več ne beležim, ampak se bližaš približno 200. literarnemu večeru v letošnjem letu v literarni hiši. Z mano je Gregor Lozar, mariborski literat, ki ga pogosto srečujemo tudi na mariborskih ulicah in je zelo prepoznaven po tem, da nosi klobuke in da ima enega dvojnika, ne? Enkrat je zelo podoben, ne? Naj vas še opozorim, da sedite v razstavi, ki smo jo včeraj otvorili, našega hišnega fotografa Ivana Minovrškega. Gre pa za razstavo Borštnikovih nosilcev prstanov, se pravi vseh 43 nagrajencev Borštnikovih je na teh fotografijah. Želim vam obilo užitka. Naprej vas pa povabim tudi na literarne dogodke v naslednjem tednu. In sicer že v ponedeljek imamo v programu Živijo spomina Janežiča, v torek gostimo Petro Komanič, v četrtek bi izpostavila gospoda Toneta Partliča, tako da ste vljudno vabljeni, da se teh dogodkov udeležite. Seveda pa tudi vabim vas tudi na Jadranko Matič-Zupančič, ki pa bo v sredo 21. predstavljala svojo knjigo novo Tramontana. Istočasno pa vas vabim tudi v Unionsko dvorano, kjer beležimo 90 let javnega sklada. Po drugi strani pa bomo obeležili tudi pomembno obletnico, to je 90-letnico gospoda Jožeta Karlina, častnega člana javnega kulturnega sklada Slovenije. Tako, Gregor. Gregor je rojen leta 1980 v Mariboru. Svoja dela je objavljal v literarnih revijah Dialogi. Je tudi pisec spremnih besedil, urednikoval je v literarni oddaji Radia Marš. Pri katedri je mesečno objavljal zgodbe, si pa urednikoval tudi pri katedri babilistu nekaj časa, ne? Ja, objavil si publikacije Krajše zgodbe Spačenja leta 2009, to je tvoj prvenec, in pa skupaj z drugimi si izdal pravljice za pogumne otroke Zmajeve solze v Zvezi kulturnih društev Murska Sobota 2004, je tako? Ja. S tem, ko si napisal tole knjigo, pa praviš, da si opravičil svoje življenje. Je, pisal sem. Je tak, ali lahko pričakujemo, da bo v kratkem kaj spet? Ja, upam, da bo doglednem roku, da bo knjiga da bo naslednja knjiga gotova, ampak v bistvu je tak, da pred kakšnokoli sedišče stopim, bilo kdo zahteva od mene odgovor, kaj si pa ti počel v življenju, s čem si pa opravičil svoje bivanje. Če ne druga lahko rečemo, kaj eno knjigo sem napisal. V tem je to famozno opravičilo, malo manj ti se občutka, da ker nekako brez smisla trajaš skozi časno. Povej, kaj si se odločil, da nam boš danes za uvod prebral? Boš bral iz Spačene ali boš prebral kakšen novi tekst? Ne, imam dva nova teksta zraven, da razmišljal sem, da bi iz Spačene bral, ali pa v bistvu tu je tudi ena knjiga išla, Mariborska zgodba. To je sodobna mariborska proza, zbornik antologija, karkoli. Je ena zgodbica iz Spačenih not, ampak potem sem se odločil, da mi je vseeno že toliko tuja knjiga, toliko tuje, da se mi že zgodbe nabirajo, kaj je malo novejšega prebrano. Dobro. Potem pa preden boš se lotil novega branja, bova vseeno malo o Spačenih govorila, ker sva se tako tudi dogovorila. Ja. Pa bi te najprej vprašala, če si kaj brskal po Kobisu, če si slučajno zabeležil, koliko si imel sposojek v knjižnici? Ne, v bistvu vem, da pred par leti je bilo, ne vem, 120-130 izposoj zadnje čase, pa ne, ker v bistvu niti ne vem, kje sem na Kobisu to pogledal. Kakvi pa so odzivi bralcev, prijateljev, kolegov, ki so knjigo prebrali, kaj so te povedali nazaj? To je bilo pa različno. Eni so imeli kar nekaj lucidne kritike, tudi recimo radni kritiki niso ravno opazili. Mislim, da je bila kar dobro sprejeta knjiga. Zgodbe so tu bile mogoče malo nedodelane. Jaz pač takrat, ko sem knjigo izdajal, mi je bila že na trajni to kultura, da nisem
nisem šel še v en krog, zdaj, če bi jo zdaj objavil, bi bila drugačna. Z enimi dvemi zgodbami nisem ravno najbolj zadovoljna. Kakaj so te zgodbe, s katerimi nisi zadovoljna? Pa ne vem, to ni režena, taka čudna. Ampak dobro, zgodba stoji, kar liki so kar zanimivi. Tudi dogajanje je kar dobro, ampak ni tak izpisano, kot bi mogoče lahko bila. Tudi recimo kakšni Boogie Fish vmes malo zabrede. Recimo, zanimivo mi je bilo, da večinoma kritikov se vtaknilo v humor, kak je humor čuden, pa niti en si tega pa ni razjasnil. En kolega, zelo dobro prijatelj, pa Marjano, ki je dobro opaskal, da stvar se začne kot smešno, pa se toliko pretirava, se moram, da naenkrat nekaj biti smešno. Da naenkrat je neki moment groze. Zdaj, tega večina kritikov ni opazila, so pa vsi so pa imeli nek občutek, da je pa s tem humorom nekaj narobe, ampak ni ta moment, recimo, uradno ni bil reflektiran v neuradni kritiki, pa sem ga dobil, tako da tam je bila kjer ocena, da je pač nekdo opazil to. No, kak je pa bilo s promocijo? Knjige so te vabili, da se je predstavila po Sloveniji? Ja, knjigo sem kar nekako predstavil, ja. Je imela par kar lepih kritik, bila v literaturi, pa v sodobnosti. Jaz sem še vedno najbolj podnosen, da je bila v Playboyu, no. Ja? Ja, to tako. To sem opazila, ne, in v Playboyu piše, tega ne smete izpustiti, ne. Humorne zgodbe Gregorja Lozarja je pisal, ne. Ampak pol na koncu konca, ko pa sem knjigo prebrala, pa jaz te ravno ne bi v Playboy dala, no, kakorkoli že. Ampak, ja, si ponosen. Napisal si pa zvezi s promocijami, zdaj jaz ne vem, ali je to zvezi s to knjigo ali ne. Sem na internetu zasledila eno pesem, drugačni so seznami knjig. Pa bi te lepo prosila, če lahko to pesem prebereš. Jaz za pesem bi se skoro splača stati. Drugačni so seznami knjig, nič več vidaki, leteči v lanenem olju, z umirjeno vednostjo, da vsebuje vsak svoj skrivnost, ampak paradok izhajajočih se avtorjev, ki v nasilnici kosanščini skušajo vtisniti svoje vtise. Neizprostna igra za ime, vklesano v spomeniki za redkimi obiskovalci in modrost današnjih pesnikov, ki se jim reče promocija. A je imelo to zveze s promocijo tvoje knjige ali nasplošno? Ne, to je imelo v bistvu bolj zveze z enim dogodkom, ko sem bil v knjigarni Mladinska knjiga in so mi bolj začela ona imena nabijati, pa Dostojevski, pa Prešeren, pa Tolstoj, pa ne vem kaj še vse, oni veliki imen. In vsak je bilo, kot da bi dobil eno zboksersko rukavico, tako da na koncu sem dobil tako v to glavico, da sem mogel ven, mogel sem en cigaret skaditi, pa se da vprašal, kaj je bilo pravzaprav narobe, kaj se je zgodilo. V tistem času sem gotovil, da sem mogoče prejšnja literatura stavil, pa naslednja 3 leta sem pač v nek drugi projekt, minimalni eksistenčni minimum, si zagotoviti neko službo, neke take zadeve. Zdaj se je tudi to obdobje končalo, zdaj pač je mogoče spet čas, da se spet vrnem književnosti nazaj. Zadnjič sem bil v tej isti knjigarni, me je spet začela vrtoglavice grabiti, to je bilo zdaj drugič v življenju, ampak zdaj sem se znal z njo soočiti, zdaj me ni premagala. No, to sem zdaj tudi en super znak za svoj pot naprej. Tako da ta pesem... Drugače pa take vrtoglavice, to je tak pogosti znak kakega alergiji, mogoče ne bi se tam več v to Mladinsko knjigo hoditi, ne? Da malo mešavati vrnila, ne? Ma ne, to je to, ne. Veš, si mlad, bereš knjige, vsaka knjiga je neko spoznanje, ne. Pol postaneš del neke igre in knjige naenkrat nehajo biti spoznanje, ampak je prvo vprašanje, koliko se je kdo uveljavil, kakšne nagrade je dobil, kdo ga pozna, to je v bistvu ta premena, ne. To je to, da je modrost pesnikov promocija, ne. Da se v enem trenutku lahko zdi, da niti ni toliko važno, kaj napišeš, ampak je predvsej važno, kak nasilno znaš to spromovirati, kak hudo znaš to v svet spraviti. V bistvu, da je PR pomembnejši kot umetnost, no. In tudi pol knjižnica malo drugače izgleda, no. V odzadnju neka deziluzija rahla, no. No, že sam si rekel prej,
da zdaj si že odtujen malo od te knjige, pa me vseeno zanima, katere zgodbe ne bi uvrstil v knjigo. Danes po 3 letih bi spremenil in ne bi kaj ne bi uvrstil. Pa v bistvu tiste, enih par zgodb je bilo pač tako malo pogajan z urednikom tudi, sem trenutek, da ne bi kazalo. Recimo Luno bi vsekakor še enkrat napisal, zgodba je dobro, ampak preslabo napisano. To je tako dosti zgodb, ampak Luno bi tu vsemu... No, zdaj, ko si ravno pri Luni, ne? Jaz sem, ko sem prebirala knjigo, sta v bistvu Luna in Solina tako izrazito drugačni zgodbi. Solina tudi? Ja. Ja? V čem? Drugačni sta najprej v tem tvojem jezikovnem nivoju, ne? Posod uporabljaš tudi nekako mariborščino, pa uporabljaš tudi kletvice, pa uporabljaš en sproščen stil, bi temu rekla. Medtem ko pa tukaj si pa, kot da je pisala te dve zgodbi povsem druga oseba, ne? Se pravi, greš do vrhunskega knjižnega jezika, uporabljaš skoraj pri Luni pravlično zgodbo, pravlične motive. Skratka, če bi jaz bila urednika, jaz morda teh dveh zgodb sploh ne bi uvrstila med te spačene zgodbe. V bistvu pa sta idealni za nastanek novega romana, podlaga, nekaj, s katere še verjetno boš lahko črpal. Torej, po mojem skromnem mnenju, po vseh nivojih odstopata od ostalih zgodbe. In tudi si mislim, da jih nisi istočasno, tako, ko sem razmišljala, zakaj sta toliko drugačni, pa sta v knjigi, si mislim, da jih nisi istočasno zapisal kot vse ostale zgodbe. Ne, ni to kaj se jezikovnega nivoja tiče. Spačene so imeli tudi malo pretenzije biti neki sprehod po žanrih. Luna je v osnovi pravljica. Luna sem v osnovi napisal, ko sem stric postal in razen pač zaključka, ki ni primeren, je to nekaj, kaj bi lahko bila knjiga za otroka. V tako knjigo nižje pogovorni registr jezika, v tako zgodbo nižje pogovorni jezik ne spada. Solinar je sicer bolj pozna zgodba, ampak tudi zgodba o Solinarju, ki pač hoče preseči nek nivo obstoječega sveta, tega malo bolj izčiščen jezik. Zdaj, večina zgodb je pa zelo, zelo namerno pisana z vulgarnimi izrazi, glih tako je zelo namerno dosti pornografskih elementov, določenih elementov nasilja, to je pač htela biti odslikava nekega sveta, o katerem zna Iron Maiden reči no prayer for the dying, padeš, umreš, pa doben sploh ne opazi. Zdaj, v času spačenih, od tega sem se kasneje odredil, se mi je pač zdelo, da dobra zgodba mora ležati kot ena na gobec. Da si v trenutku not, da ni milosti, da naenkrat si v svetu, si zbegan, naenkrat te iz vse strani oblegajo neki vtisi in da bralec mora samo gledati. To ni bilo glih najboljše stališče, ampak bilo je pa stališče nekega pisatelja, ki je pa vseeno izhajal iz izkušnje punka, iz izkušnje metala, iz izkušnje tega, da je jeza lahko blazno dober generator umetnosti. In spačene so v določenem oziru sadovi jeze. Zato je ta jezik zelo namerno not. Kaj se tiče pogovornega jezika, je bil tudi malo tri časa, zdaj mislim, da se ta čas že malo ščistil. Ne vem, v tem času je Skupic prišel. Ene moje zgodbe so nekaj starejše od fužinskega bluza, ampak tudi ta prisluhnjenost nekemu jeziku ulice se je zdela kot en dober izhod. Zdaj, Skupic je res napisal fantastičen fužinski bluz, po enega izmed najboljših romanov prejšnjega desetletja, ampak pri njem je bil en še dodatni moment. On je pisal v svojem dialektu, on je pisal v tujih dialektih, on je dejansko bil zapisovalec tujih govoric. To je to, če se pa večinoma, to moram reči za sebe, večinoma teh, ki smo pisali nek pogovorni jezik, tega prehoda nikoli ni uspelo narediti. Zato recimo zdaj bolj manj raznoredkih linkov se mi zdi bolj smiselno pisati
pisati v zbornem jeziku. Ali pa, da res ne rešimo študijsko varianto, pa greš 3-4 dialekte so postaviti. Ne pa, da pač piši klošta govoriš. Ta varianta se ne zdi dobro. Bova se k temu še malo vrnila kasneje. Pa bi eno take kratko pauzo naredila s tem, da ti si zelo poznan, da si večkrat dobil nagrade po tem, da si interpretiral zgodbe tako iz prve roke. In bolj si imel eno navodilo, da si rekel, da ti nekdo da 3 besede, ali kak je že bilo, in si iz tega hitro si izmislil eno zgodbo. Včasih so zgodbe bile zelo fajne, smešne, humorne, včasih si pa tudi zabluzil, če tega podmače tako rečemo. Pa bi vseeno zdaj probala eno tako zgodbo na hitro napraviti, ker je vseeno tvoj večer, pa moraš pokazati se v taki najboljši luči, pa daj navodila, pa bojo ti dali poslušalci. Imaš še zapis? Dajte mi pomagati malo. Kaj bi šlo papir tudi? Ne, že imam nekaj. Imaš tukaj? Tako da, gledaj, zgodbica najti, treba bolj enih 3-4 minute, da naš malo preveč dela. Lahko dati 3 besede, recimo? Imam kdo kak predlog? Pa Lučka, daj ti en predlog, prosim. Orbit. Brodolom. Kdo bi še dal tretjo besedo? Kokos. Radar. Kokos? Ja. A je bila druga tam? Radar. Radar. Jaz sem rečel, lahko radar zanj, ker kokos je malo preveč na brodolom. Pa lahko počali bolj. Lahko kokos bolj na samem. V 3 stavke. Ja. Pravzaprav cela zadeva je ironična. Čigume sneha, žvečič je zelo majhen otrok, v bistvu takrat sploh ne začel kaditi. In življenje me je prisililo v to, da sem postal trgovski potnik, prodajal sem karkoli. Je prišlo, prodajal sem marele, prodajal sem prodajal sem poštere, prodajal sem luči. V enem trenutku sem dobil ponudbo, da prodam na neko drugo celino 20 ton Orbit čigumov in to sem tudi naredil. Seveda je šlo nekaj narobe in letalo je doživelo brodolom. Pristali smo v morju, naplavilo me na neko obalo, nekega otoka, na katerem ni nič, kokosi tam ne rastejo. In nekaj časa sem upal, da me bojo zaznali, ker sem bral prej Robinsona Crusoeja, ker sem gledal vse možne filme v brodolomcih s neko alufolijo skupna sopra od vsake čigume, ki sem imel, valjda pristal sem zona z 20 tonami Orbita, tako da zdaj se tukaj dolgočasim na tem svojem otoku žvečem čigume, ki sem je popolnoma ostudni in tiste alufolije nekako lepim skupaj, da bi naredil dovolj veliko površino aluminija, da bi me rada na koncu vendarle zaznal. Upam, da bo to čim prej, ker te čigume mi reže igram na živce. No, zanimivo, ko si zdaj to alufolijo omenil, pa še izziv, ki sem tukaj. V Ljubljani je res živela ena ženska, čudakinja, imela eno meščansko ljubljansko trosobno stanovanje, zelo veliko, 120 kvadratnih metrov. In je njena naloga bila, ki si je zadala, da pobira papirčke od Zlatorog sladoleda. Se spomnite tistih svetlečih srebrno-modrih papirčkov? Od gourmetov Zlatorog, ne? In to je ona vsak dan po 80 ur nabirala jesen smetnjavo in potem je nosila, ne, to v tisto meščansko stanovanje. Seveda tam so živeli drugi meščani, bogati, v bogatem predelu, tam so se zaredile potem podgane in miši in mravlje, ne, mravlje pa najbolj, ne. In potem so res mogli žensko dobesedno izseliti,
vse skupaj v bistvu, ne vem, kaj so s tistim stanovanjem naredili, no, gospod bolj mislim, da bomo bolnici prestala, ampak tak je s temi folijami, ne, če se ti napadajo in izbiraš, marsikaj se lahko zgodi. No, to je še dobro, da si bil na samotnem otoku, nepremičnine so vedno pekle. No, če se vrneva zdaj k spačenju, si zgodbe pisal iz različnih svetov. In to je tudi zelo težko, ne, se pravi, da si moral kar naprej razmišljati o tem, da se spreminja okolje, prostor, čas, na kaj vse si moral recimo biti pri tem pozoren. A si bil pozoren ali je to spontano nastalo? Deloma me je raznovrstno zanimala, deloma vseeno me zanima nek notranji moment literature, soočenje s klišejem, soočenje z žanrsko matrico, te stvari, to se mi zdi neko notranje življenje literature, za čemer je njeno zunanje življenje pač vedno neka refleksija sveta. Tako da deloma mi je šlo pri spačenjih za soočenje z čim večjimi nekimi žanrskimi poskusi, s čim večjimi nekimi matricami, za preseganje teh. Solinar je recimo tipičen. Solinar je bil kot poskus parodije socialističnega realizma, ki ga v Sloveniji nikoli ni bilo, je pa celo drugo polovico 20. stoletja določa. Ravno na ta način, da nikoli ni obstaja, razen pač v baladi o trobenti in oblaku. Recimo Euglena je htela biti ena parodija science fictiona. V bistvu to je bilo ena stvar, da se v žanrih nekako izobrazim. Druga stvar je pa bila v bistvu, kako bi rekel, pa je recimo čisto zaljubljenost. Neka ideja ti pride in kar vleče, ker na nek način si me moraš pomagati, da ne bi bolj zgodbe napisal, pa se ne sprašuješ gledost, ali bo za to pasalo v mrežo ali ne. Mreža pač probaš ravno iz te žanrske raznovrstnosti splesni. Ena izmed boljših stvari spačenih se mi zdi ravno to, da probajo biti nekako raznovrsta knjiga, da se nekdo not rodi, da nekdo not umre, da je nek poskus, vse en del nekega celotnega sveta pokrit. To se mi zdi, da sem dosegel. Zdaj, če bi se mogel hvaliti, je to recimo ena izmed stvari, s kateri bi se mogel. No, če bi jaz za tebe vprašala, ne, po šolsko, kaj pa meniš, da je osnovno sporočilo spačenih? Kaj bi ti imam z prve roke rekel? Mislim, če bi bilo osnovno sporočilo, ko ne bi knjige napisal, pa bi napisal 2 stavka, pa knjige ne bi rado biti. Mislim, knjiga nastajala 3 leta, ne vem, kaj osnovno sporočilo, tebi bo drugo, po nekom drugem. Tako da tu noč se ne bi ravno vtikal. Meni se je zdele zanimive metamorfoze, meni se zdele zanimive izkušnje, ko ljudje začnemo živeti v nekih nenaravnih položajih, ko si stisnem v eno situacijo, kjer ne moš normalno funkcionirati, ko se pač prilagodiš, postaneš pritisk pačen, zanimali se mi grimase, groteske in tako dalje. Tako da bolj bi ta milje izpostavil, pa zdaj ne vem, da bom rekel, da so spačene, ne vem, knjiga o napačni vrsti odraščanja ali pa knjiga o psihični delikvenci ali pa bilo kak podobno, v bistvu do neke mere nonsensno. No, rekel si tudi, da je knjiga neka vrste tranzicija. Ja. Pa mene zanima, kakšna je bila tvoja tranzicija, pa govorim zdaj o tranziciji pisatelja. Se pravi, intelektualca. A si mogel fest se pačiti in fest delati v tem, da si to tranzicijo prestajal in šel skozi njo? V bistvu vsak upaj, da se ni ravno spačal, ne povratil. Zdaj, en izmed interesnih polov je bila dejansko tranzicija. Potem našel nek stavek Borisa Ziherla, mislim, da je Boris Ziherl, on je rekel, da je naloga literatov v tem, da v bistvu opišejo revolucijo kot notranje izkušnje. V bistvu, jaz sem probal napisati tudi deloma izpisovati tranzicijo kot notranje izkušnjo, od tukaj pa pride ven metamorfoze.
Od tukaj tudi pride v bistvu potovanje med dvema identitetama. Oziroma ali potovanje med dvema identitetama ali pa Bildungsroman. Se pravi, ali greš iz nič v nekaj, ko nekaj postaneš, ko se ujameš, si spačen. V bistvu, kak je potekala moja tranzicija, tako, da sem spačene napisal. Spačene so bile tisti trenutek, s katerim stopiš na oder in rečeš, ok, jaz sem to napisal, zdaj naprej sem jaz pisati. S tem se do neke mere se s tem že zabetoniraš. Ne vem, kako te ljudje res najemne, ni važno, kako te res najemne, ampak za sebe, za identiteto rečeš, ok, jaz sem pisatelj in v tem si gotov. Ko enkrat to narediš, ne moreš, dokler to res najemneš, ne moreš biti, ne vem, ne moreš biti pomivalec okn, ne moreš biti župnik, ne moreš biti nič, ko bi si primerno pisatelj. Zdaj, ta trenutek identitete je pa nekaj, kaj bi se pa dalo imenovati spačenje. Jaz se mislim, čeprav sva v uvodoma rekla, da ne boš bral izpačenje, pa sva zdaj toliko o tem govorila, da bi te pa morda prosila, da vseeno prebereš kako stran, vse ne rabiš več, ne? Pa si sam izberi zgodbo, pa... Vmes te lahko vprašam tudi, ali meniš, da je tranzicija bila uspešna, da si želel postati natančno to, kot si, ali da je družba kakorkoli že obrnjena v kako drugo smerno? Je bila tvoja tranzicija uspešna? Zdaj trenutno kaže, da je bila pred 3 tedni, pred 3 meseci bi ti rekel, da ne, da je obup. Pred 3 meseci sem imel službo kot birokrat in so bili točno te spačene pozicije, mislim, da z neko mentalno tlako za res takrat lepi denar, za neko socialno varnost, ampak vmes pa besnel pa narejal do te mere, da pa ni bilo res samo tu izabljene, bi rad nekaj prebral, samo ne znajdem se več toliko, veš, da bi... Zapreš knjigo pa odpreš in tisto preberiš. To misliš, da bi naredil, kaj te vem? Ja, naredi. Najbolj pametno. In se bo odprlo tisto, ko mora biti. Tu govori ena teta, malo starejša, ki je, jaz sem čudni ljubimec, ki je takrat pojem spačenosti. Človek, ki se dela normalnega, je pa vse kaj drugega. Za Prvomajo. Moja nesvesta pa je Prvomaja zaprt. To je njen monolog v Prvomaji. Knjiga je pač malo drugače zdaj ta rdeča kapica, no. Zdaj, lahko si zamišljate, da to govori babica v Bokovem trgu. Začela sem prelivati vroče solzefobije. To je bolj manj en stavek, mogoče 3. Začela sem prelivati vroče solzefobije. To je bilo to. Zgnila bom v tej umari. Umrla od žeja ali od zadušitve in moj truplo bodo našli šele, ko bo smrad postane znosen. Smrt, smrad, a ni to isto. Ali se ni stari Predojevički zgodilo isto. In ko so našli prebavljeno in posrano metropo mačk. Ali ne živim jaz istega, od sveta odmaknjenega življenja, vsega odkar je umrl mož. Vojaški pek, ki mu je leta 1991 pred televizijo kapa raznesla srce, ko ni več ločil, kdo je dober in kdo slab.
kdo naš in kdo njihov, in me je od jeze srce eksplodiralo, tako sem si zmeraj rada zamišljal na 7 delov. A spomin se ni ostavil tukaj. V veličasnem toku je odplul vedno globlje v preteklost, da sem videla lesk solze v upokojitvi, ko sem ugotovila, da ne bom ljudi, s katerimi sem preživela tretjino 5-7 zadnjih let, niti malo pogrešala. Videla svojo takrat že malce ubelo roko, kako pred koncem dneva z veseljem pospravlja fascikl za papiri, za katere se mi je zdelo, da so bili spravljena človeška življenja. Videla politkomisarko Marjetko, kako nam v novem stroju, ki ga ne bo znal uporabljati nišče, dokler ne bo uveljal za zastarelega, razlaga, kako nam bo ta revolucionarna pridobitev spremenila življenje in nas pripeljala naravnost v nebesa, v komunizem. Videla zavese, s katerimi sem zakrinkala okna kajute, iz katerih se zaradi nepomembne zamere nisem premaknila cel teden križarjenja. Videla ščerko, ob rojstvu katere sem prvič ugotovila, da svojega življenja ne sanjam, in ki se mi je v nekem trenutku, ko sem me dvignila iz tajice, zazdela tako tuja, da bi jo odvrgla v korito. Videla moža v matičnem uradu, kako je postal merilo mojega življenja, čeprav že takrat nisem prenesla pogleda nanj, ko je zehal. Videla kuverto s prvo plačo, zaradi katere sem se preselila v mesto, ki ga nikdar nisem vzela za svojega, ker je bilo preveliko. Videla kmete, kako so lokalnega nacističnega vojaka, ki se je v 4 letih naučil le 2 slovenskih besed, delaj in plačaj, navodili na vile. Nato pa v gostilni ubili še človeka, ki je vprašal, če je umrli slučajno imel družino. Videla kos kruha, ki je ostal od najemniške njive, na kateri je vsako leto rasla druga poljščina in se ga niče ni upal dotakniti, ker je bilo premalo. Videla župnika, ki mi je pri prvem obhodu vprašal, ali sprejemam Jezusa Kristusa in me pretepal, ker sem od živčnosti izbruhala ostjo. Videla svoje starše, brate in sestre, ki so po dolgem pohodu čez polja, stara hiša je bila premajhna, z odprtimi usti obstali pred veliko hiša najemnodajalca, ki je ob sončnem zahodu zgledala zlato, nato pa se vselili v kolibo. Videla družbice otrok, ki smo se med orjaškimi stebri skedne in podali sveta, čeprav nismo upali vzeti niti enega tistih sočnih jabolk, hrušk, sliv ali vsega ostalega sadja, ki je ležalo naokrog. Družbica, v kateri je bil tudi nori Janezek, pri katerem sem dvignila krilce in je tudi on slekel hlače, čeprav se še tega ne vem točno, ker sem ves čas mižala. Videla hlapca, kako je pretepal psa, ko me gospodar rekel, da nima kaj obiskovati ljubice, če ga prejme vpraša za dovoljenje in ga dal na to pretepsi do nezavesti. Videla nek seznam iz bakrenega rudnika, iz katerega sem z velikim ponosom prebrala prvi stavek in svoje solze, s katerimi sem ga zalila, ko sem ugotovila, da ne razumem niti besede. Pa oreh, ko sem ga prvič sama razbila in se izkazal za piškavega. Pa drakec, ki mi je prvič zasmrdel in ga nisem mogla zakopati, ker se mi ga je gabilo prijeti. Pa mamo, ki me je natrgala iz objema in odšla na tlako in sem za njo naredila prve korake. Pa ogledalo, v katerem sem se preznala in sem že naslednji dan vprašala, če se to res jaz. Pa občutek zraka, ko sem letela na močnih rokah mojega očeta. Pa blagodejne žarke sonca, ki so ga zakrivale pojave, ki so izgledale 14 metrov visoke in so počele zanimive stvari. Naprimer, puščale glasove, ki jih nikakor nisem mogla primerno posnemati. Pa slepeča svetlobo, ki me je zabolela, ker sem skozi ozek prehod prilezla iz prijetne temne votline, kjer so bili le glasovi in sence in sem se jih naučila po mili volji raztegovati. Pa vodo in jezero in morje, v katerem sem živela zelo, zelo dolgo in me preskrbovala za vsem, kar sem potrebovala, čeprav si nisem ničesar bolj želela, kot zapustiti ga. In občutek, ko sem začutila v sebi prvo trdo stvar, prav post in sem bila vesela, čeprav sem vedela, da bom izgubila priložnost. Pa občutek, ko sem začela rasti, ko sem bila naenkrat dvojna, trojna, postoterjena in se je zdela, da bom kmalu zasedla celo vesolje, pa čeprav je to cepljenje in neznosno bolelo. Pa prvi občutek življenja, občutek, da si sam v sebi zaokrožena celota, pa če je prav je bilo v meni nezaciljena razpoka med okolico in jedrom. Pa občutek praznine pri enem in občutek, da je treba nujno nekam priti pri drugem biti, še ne živim, a tudi stvari ne več.
pa težave pri sprejemanju enostavnih delcev v večje skupine, nujne zaradi preživetja. Delcev, ki pa vsaj v začetku niso bili kompatibilni in je zmeraj šlo kaj narobe. Po on stran teh delcev temo, praznino, ko je bila na začetku beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila mnoge narazen, in beseda je bila ljubezen. Pa to isto zgodbo, ki jo pripovedujem zdaj, in se dogajala bogovom in njihovim bogovom in njihovim bogovom. In tisto čudno stanje začetka, ko se je sprejela prva tema, še preden je vedelo, da je pa ždenje, čisto ždenje, onkraj teme, onkraj gibanja, onkraj biti, ždenje, v katerem ni zavesti, v katerem ni ničesar in iz katerega me je prebudilo rahlo bitje, tup, 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 ki je prihajalo zmeraj bliže in bliže, postajalo vse bolj topo in boleče in vse obsegajoče. Dokler nisem ugotovila, da točem v steno, ki pa se tokrat nočejo pogibati in da onkrat spet slišim glasove. Nekaj je zahreščalo in zaropotalo in v teme prodržajih za nevajene boleče svetlobe in reže se je večala s hreščanjem, da sem se vsaj prestrašena strnila še bolj vase, še dalje nazaj in se zaželela, da bi se ponovno izničila, da bi skozi svetlobo segle roke in me prijele in pobožale in so bile tople in prekrvavljene in prijazne, da je stiska popustila in sem se pustila povleči skozi luknjo, iz teme v svetlobo, iz rejtosti v prostost in bila prepričana, da sem umrla in se ponovno rodila, ko sem ugotovila, da prostor poznam, da sem ji pred leti znani, da sem te ljudje že videla in sem prepoznala svojo ščerko in vnukinjo in opazila še nekaj človeka v uniformi, ki ga nisem poznala in me je zelo resno gledal. Ste v redu, gospa? Je vse v redu? Ja, vse je v redu. In šele na to sem začela dojemati, da sem bila v omari, da nisem bila rojena, ampak rešena, da me je moj volkec prav grdo izkoristil in še kaj sem na to dojel. Sedela sem in skušala malo razmisliti in časoma mi je uspela tudi to, pa čeprav sem pri tem doživela marsikako presenečenje. Ti si se skozi leta veliko odraževal raznih festivalov, natečajev, celo si rekel, da si zato se prijavljal na te olimpijade in tako naprej, da bi lažje prišel do urednika. Do založnika prišel. Ja, do založnika in urednika si prišel. Kaj pa nasplošno meniš o takšnih natečajih? Kaj s takimi natečaji posameznik pridobi razni založnika in urednika? Ja, mislim, da je to ključna poanta teh natečajev. Jaz mislim, da je to v svetu literature nek najboljši približek formalne izobrazbe, kaj imamo. Mislim, da se to nekaj podobnega, ko so izpiti na faksu. No? To je pač kraj, kjer se malo soočiš, malo s kritiki, malo z uradno kritiko, malo z svojimi soustvarjalci, kjer malo ti tudi perje zbijo, kjer malo vidiš, kje si, če je sploh smiselno nadaljevati, v kateri smeri mogoče nadaljevati. To se mi zdi pač to, od te tekmovanj do objavljanja v vedno pomembnejših revijah, recimo do prve knjige se mi pač zdi neko formiranje pisatelja, nek čist bildung, v smislu bildungsromana. Nekaj, kaj nadomešča recimo akademijo za pisano besedo, ki je pri nas ni in je tudi vprašanje, če bi bilo dobro, da bi bila. No, glede na to, da pri nas res toliko ljudi piše, pa bi morda celo bilo smiselno, da bi bila. Pa dobiš en čist drugi razlog, pa dobiš zelo podobno kot meni slikari, ko pa ima izredno ločitev na akademike pa na judce. To se mi pa, kaj se pisanje tiče, ne zdi dobro pristop, konec koncev pisateljstvo je svobodni poklic ravno v tem, da stricto senso, če hočeš napisati Vojno in mir, ne rabiš nič drugega kot prvi razred osnovne šole. Ono, kako poznaš 25 črk abecede, tako lahko napišeš Vojno in mir. In to je neka največja teža, pa neka največja lahkost, neka največja svoboda tega našega najboljšega poklica na svetu. No, meni zanimivo, zdaj pač ravno to govoriva. Jaz sem vprašala Šala Muna, če bi mi lahko kaj poslal po mailu, ker ima te kreativne delavnice na teh poetry schools,
Pa je rekel, da ne, da on vedno to vse na pamet in sproti in odvisno od udeležencev. Ja, se to je logično. Da sproti ta predavanja oblikuje, ne, po celem svetu veste, da on predava, ne, Šalmon, in nima nič naprej pripravljeno, on kar sproti to pride, vidi, kdo je in začne, ne. No, ampak če si prebrala 2 vrstici njegove poezije, je logično, da to tako počne. No, ne vem, eno je pisati poezijo, eno pa pot biti predavatelj, ne. Ne zdi se mi ravno, da je med izdelki, ki človek naredi, pa med njegovim življenjem neka blastna velika razlika. Najbolj ti pisati ono totalno freestylerske poezije, bi pa pedant pa za 5 do amen. Mislim, ne vem, če to tebi uspeva, meni se zdi, da tako. Recimo, zadnji smo imeli, recimo primer, kad te lahko kontriram, ne. Zadnji smo imeli tukaj Ihana, ne. Ihan je blazno odštekano poezijo pisal, ko sem jaz bila mlajša, po drugi strani pa je v bistvu zdravnik, ne, pa je študiral čisto popolnoma nekaj drugega. In njegova poezija, njegov način življenja in spet za te državljanske eseje, ko je izpisal, bi lahko govorili, da potem govorimo o 3 različnih osebah, ne? Se ti zdi? Ja, se mi zdi, ja. Meni se zdi, da je ono čisto... Ali pa če recimo pomislim, da sem brala njegovo knjigo o imunologiji, pa vse te strokovne članke, ki jih je tam noter pisal, ali pa če se spomnim tiste poezije, ki smo včasih prebirali, ne bi prebirali. Če pa je to vse sprost že tisto poezija enega redoljubnega človeka. Mislim, to ni človek, ono, ko bi preštopal pol sveta, tako je Tomaž Šalamun. Vitak se mi, veš, to njegovo dostojno držal z tem njegovim... No se veš. To njegovo vednostjo se mi zdi tudi poezija dosledno, ono čist jezik, ironija, na neki lucidnosti, podarek na idejah, na nekem sproščenem jeziku. To se mi zdi čist kompatibilno z njegovo življenjsko držo, koliko sem ga jaz to dojemal. No. Zdaj, če bi mi en taki človek, ono, ko je doktor, pa imunolog, pa ne vem, piše 100.000 kolumna, kaj se več dela, pa bi mi dal tam eno poezijo, ono, ala Dane Zajc, mislim, da se bi potlepal. Ono, ker to dvoje mi ne bi šlo skup nikak, no. Ono, nasmejan človek, veder človek, pa tam je ono, ne vem, za vse boš plačal, no. Največ za svoj volj. Ihana in Šalamuna, ne, in Ihan je veni od svojih pesmi napisal. Srečal sem Šalamuna in on je prvi, ki je v poeziji uporabil besedo folk. Ne, to je ena Ihanova pesma, zgodna, ne. Dobro, pač različno vidimo stvari, jaz bi ti zdaj tu še kup ljudi lahko naštevala, kaj jaz vidim, da je razlika med tem, kako poezijo pišejo, pa kaj delajo, ne, ti vidiš tak, se veš, da ljudje različno pač dojemamo in vidimo, ne. Dobro. Zdaj ne vem, kakve ima veze s tem. Kaj uporabila? Pa spet, tudi pri Prešernu je nekaj doslednost v državi. Vse zato, konec konca si res zadržal pri v kateri se postaviš. Ne zdaj, ne vem, tako je bilo prišmačeno, da on tam zabije kramp nekaj v glavo, vse to ne pomeni, da bo to počel v življenju. Ampak te pesmi, ki jo piše, si dejansko slikavali neko držav, ki je takrat ne. Zdaj, vmes je spremenil, vmes je postal zelo drugačen človek in piše zelo drugačno poezijo. Zdaj, jaz recimo, če zapomislim na Potočnika, polovico leta preživi nekje na kolesu okoli po deželah, ne? Pa si ga ne znam predstavljati, pač, oziroma si ga ne predstavljam, tudi vem, da je drugačen, recimo, ko pa pride predavati, ne? Pa če pa spet primerjamo z prejšnjo poezijo, ki je včasih pisal, pa spet dobimo, ne, 3 različne osebnosti, ne? Ali pa popotovanju z njim z vaganti, če bi ga vi vse videli v raznih izdajah, ne bi mogli verjeti, da to gre za isto osebo. Izvoli. Samo Tomaž Šalamun, mislim, on živi od svoje poezije, on ima to zadržal, on si je tako uredil in njemu, pa tudi vsi so različni, ne? Hvala Bogu, jaz ga vsaka čas za malo dela, ful dobe živi. Še bolj pa živi od teh Poetry Schools, ne? On je bil prvi že. No, vse od svoje poezije, če ne, on take poezije, če se ne je za tega prišel, ne? Vsi stvari pa druge stvari še dela, njemu pa ni treba. Dejansko pa bilo tako, da ko je on šel v Slovenijo, ne, ravno ni tu živel od poezije, ne? Tako da, hvala Bogu, mu je tujina odprla, ne? In zdaj jaz se v številkah, ne vem, koliko imamo v Sloveniji izdanih njegovih knjig, ampak tujini je to pomnoženo, ne?
krat 2, 3, ne. Ja. Ok, da ne bomo zdaj. On se strinjamo, da se ne strinjamo. No, zdaj pa se, ker smo ravno vprašala Muno in poeziji, tudi ti pišeš poezijo. Zdaj jaz v resnici ne poznam toliko dobro tvoje poezije, poznam to, kar sem našla na internetu. Ena od teh pesmi je tudi nekako družbeno angažirana, potem je ena tako lepo oblikovana v obliki križa, jaz ne vem, ali si to namenom ali nisi. Kjer je križ? Ne, to je centrirano. A je to je križ? Ok, cool. Ja. A ni? Je, ja. Pa me zanima, kaj misliš o angažirani poeziji? Pravzaprav odvisno od dneva. Ono, ko sem razpižen, mi je ful všeč, pa ko sem pa koliko v miru za sam sabo, pa pač je lahko zaradi mene tudi na vrstu verzije papira. Po mojem je v skrajni konsekvenci tak, če je dobro napisano, je lahko ali angažirano, ali ne, je to do neke meri relevantno. Nijem pa, imel sem že toliko mnen nad tem, pa toliko razmislekov, da počasi je že to zgubo smiselno. No, meni je ta pesem blažno všeč, tale tukaj, pa te prosim, da prebereš. Vse sem mi vse bila všeč, ne vem, zdaj izključevala, ampak zdaj to preberi pač. Ja, to se pa mi ni zdela družbeno angažirano. Ne, se ta ni družbeno angažirano, ampak mi je lepa pesem. Ja, hvala lepa. Ja. Je pa tam tista ta zadnja, tiste, kar vidim vas slovane. Ne, pa to je pa čista komedija. Ja. No, ampak taka komedija vedno ima smisel, neke angažiranosti zadnje. Angažiranost je plata. Ja. Kaj je prvo? Zdaj med 3 cenami. Ja, to ja. To so pesmi iz MKC-eve strani, lahko si tam pogledate in preberete. Bom tudi reklamo naredil, pogledajte si to knjigo. Vse kaj novega v Mariboru. Pa tudi kdo še ni te spačene. Ok, pa zabite spačene. Preberite jo, ne? Kdo bi si mislil, da v takih hrustu toliko nežne dušice, ki je toliko stvari opazi in vidi, ne? Ja. Ok, cool. Rojen med 3 stenami betona in zaplato trave, hlipam. Kako bo moja modrost korenin, ki se prebija skozi kamne, in lista, ki se razborjeno prodaja vetru. Kako bo moj trenutek med jelenom, pušico in lokom, ki kot križ, kot zvezda zna dosegati nesmrtno. Kako plamnjava trav in spotok skrivni in slab in iglice pod kupom snega. Le kako mi bo najbližje blizu, med 3 stenami in krpo trave. Dobro. Hvala, ne? Ploskajte, vse drugače bi te mogli plačati. Veste kaj vas, še imam tukaj nekaj vprašanja, ampak pozovem vas, da mogoče vi kaj vprašate kolegice, ki skupaj delujete, pa morda imate kakšno vprašanje. Kaj zdaj pišeš? To me res zanima, pa te drugače nisem. Danes, v bistvu, tu imam kar novo zgodbo, ko sem danes pol malo izpopolnjeval, je pa stara cele 4 dni, no. Drugače pa, veš kaj delam? Imam nekih 5-6 nekih beležk, ko se zgodbe v 3-4 stavkih nastavljene. To je nastavila skozi zadnje 4 leta, zdaj pač razširjam skupaj izbiram pa razširjam na neko dosledno formo, da sploh vidim, kaj imam. V bistvu delam neke vrste inventuro, no. Torej bodo kratke, mislim, kratke. Pa niso čisto kratke, jaz računam, ko bo gotova, bo ena nekje med 30 pa med 70 strani, ampak o tem še ne, no. Zdaj, veš kaj, s tem formatom se ne ukvarjam, to, pač kaj na koncu bo, pa bomo že bolj reševali, kaj za rešiti, no. Ampak mislim, da imam enih par tak zgodb z eno tako fino ironijo, no. To je tisto, kar me recimo trenutno, kaj bi mi znalo biti blizu, no. Bolj ko neka huda ona spačena. Zdaj se me narediš samo še bolj radovedeti. No, hvala. Še kdo kakšno vprašanje? Ne preberi to.
Še ima kdo kakšno vprašanje? Ajko, Kaj? ker vidim te, da imaš nekaj, no? Daj vam vprašaj, no? Daj reči, ajde. No, da jaz se spomnim, da smo bila v Postojni, ne? Mislim, drugi si bil bolj na drugi zaradi, ne? Da so vsi bili. Jaz si bil na ful tekmovanji drugi, ne? Ja, ogromno tekmovati, ogromno, no to sem prej pozabila povedati, ker je kar zanimivo, ne? Da si vedno nekaj bil... Jaz sem bil vedno... No, takaj si izgubil za dialekta, ravno, ko si pisal, ker ni bilo v knjižni slovenščini, po mojem. A ja? Po mojem. Zdaj, ko si to, danes sem to pomislil, ne? Cool. Po mojem je to bilo, čisto. Možno. Ne? No. Prav tranzicijski junak ni nekak izrazitev dialekt. Javno bom takaj, gledaj, tako znam. V glavnem, zanima me, ker si pač, tako je že bilo omenjeno, to take performance, ne? Če si kdaj mislil, da bi te svoje zgodbe kot stand-up predstavljal, ne, ko je zdaj zadnja leta ful močen postal v bistvu, mislim, pa še pa i malo močen, po mojem je tu še ful potencijala. Glede na to, kakve so bile zgodbe tvoje včasih, da se je dolgo nismo videla, pa nič o tem niti ne vem, in ful zanima, kakva bo ta nova zgodba, no. Če si kaj v tej smeri izmišljal oziroma, še pod vprašanje oziroma drugo vprašanje podobno, pa isto je imela vseeno, ko se je izlagal, da pa če gre za PR, ne? Kaj gledaš na to? Hočeš biti del te igre, se ti gabi, hočeš kontra te igri delovati, te scene? Neizbežen je. PR je neizbežen. Veš, to zdaj na nek način počnemo tu. To je pač del tega, če hočeš, da ima knjiga neko pot, to počneš. Je dosti lepega tem, je dosti veselega tem, ampak pogoj pa je, da imaš dober dan. Na slabi dan je lahko pa to najbolj tesnobna stvar na svetu. Veš, ko je bila ona scena v KGB-u, razumeš, na zadnje, ko je bil kaj vrtinec, kaj je bil, tja sem prišel potem, ko 4 mesece nisem nič napisal, ko sem si vsaki dan razbil glavo, kak pri vragu zdaj nekaj naredi, pol pa greš na nek scenski dogodek, kjer pa moraš svoje pesmice predstavljati. Mislim, to je pa en taki trenutek, ko bi pa bil mrtev kot tam, no. Kaj se pa tiče stand-up komike, do neke mere sem se s tem s to idejo ukvarjal, do neke mere mi je privlačna, do neke mere mi je malo manj, konec koncev pa se vedno bojim, da bi se mi ljudje smejali, no. Kaj se? Vedno se bojim, da bi se mi ljudje smejali, no. To je bistvo, tako da se ti malo tu veni smuznem, no. Tako, zdaj pa vas ne bom več pozivala k vprašanju, zdaj pa tudi že mene, res, zdaj sem 2 dni že s tabo preživela in kar naprej sem naredila v glavi Gregor Lozar, brala sem te in iskala, kaj bi od tebi našla. Pa te prosim, ko me res zanima, kaj pa si pred 4 dnevi napisal. No, kaj si pa ti v tem delu, kaj sem jaz na tebe mislila? Kolca. Zdaj je kot... Ok. Meni šola mi je ena tako zanimiva področje. Po mojem bi se dalo zgodbo celega sveta napisati iz šole. To je pač eno trinek, vem. Preizkus znanja. Prve minute prve ure biologije. V razred stopi učiteljica, se predstavi in nakratko pove, kako bo potekal pouk. Preden pride k očrti snovi, skoraj da retorično vpraša, če ima kdo kakšno vprašanje. Presenetljivo dvigne roko rjavo lasec iz 4. klopi. Gospod profesor, se lahko prosim javim? 30 parov iz krivih oči se odpre v zagato mlade učiteljice. Ne vedo, da danes ni samo njihov prvi dan, ampak tudi njen. Da se zgolj tiho odkašla in odgovori na očitno provokacijo. Kako ti je ime? Filip, odgovori fant urejenega videza. Filip Abršek. V redu, Filip, pridi pred table in prinesi zvezek. Filip vstane. Njegova pojava je neopadljiva, frizura skromna in z umirjeno hojo se pravi v prednji del učilnice. No, Filip, sladko reče kolista po praznem zvezku, povej, kaj veš o človeških ledvicah. Marsikaj, gospod profesor. Vem nekaj o resicah, pa o primarnem in sekundarnem sečevodu, pa marsikaj o njihovi nalogi pri vzpostavljanju ravnovesja v telesu. Ampak to so osnovne šolske zadeve, gospod profesor.
Me ne bi rad vprašal, kaj iz letošnje snovi. Učiteljica se za hip zamisli. Naj ti bom, pa mi povej, katere se šolce poznaš. Poznam Matjaža, ki sedi zraven mene, pa Klemena, ki sedi zraven njega. Poznam Gaja, ki je iztezna in posluša black metal, in Simono, ki je izgubila kulico. Poznam Aleksandro, Petro, Majo in Nino. Poznam še Alenko, se glasi dekla iz razreda, ki v tistem trenutku gleda in sproži, Alenka ne prišepetavaj, salvo smeha. In Alenko, zadovoljno zaključi Filip. Predu, Filip, še koga? Mladi mož napenja možgane. Ti se tam mislim, da je Marko ali pa je Marjan, ne vem točno, mislim, da je Marko. Mlada učiteljica preveri ime v diagramu mis, ki si ga je Vesna izpisovala, ko so se učenci predstavljali. Mozoljaš črnolas fant pa zadovoljno prikima. Je to vse? Zdaj je Filip nekoliko v zagati pogledal tla. Ja. Dobro. Naslednje vprašanje. Kakšen bo režim preverjanja znanja pri biologiji? Enkrat na 3 mesece bomo pisali test, ki ga bomo ponavljali, če bo več kot tretjina negativnih. Vsak bo enkrat na konferenca tudi napovedano vprašal. Spraševali boste v parih in predsednica razreda vam mora čez 2 dni dati seznam. Njegova drža postane nekoliko bolj vzravnana. Zraven tega pa se lahko vsakdo, ki še ni bil vprašan, ali bi rad popravil kakšno oceno, zmeraj javi kot tretji vprašanje. Nenapovedano spraševanje za znake, in sicer je 5 znakov ena ocena, ki pa se v redovalnico piše zgolj, če učenec to želi. Glede na to oceno boste na koncu zaokrožili navzgor ali navzdol. In vsak lahko enkrat na leto napiše referat, ki šteje na mesto rednega spraševanja. Pa kriterij? 50% za pozitivno, 70% za 3, 80% za 4 in 90% za 5. Ok, še zadnje vprašanje. Kaj imaš napisano v zvezku in še nisi povedal? V razredu takrat rahlo zašušlja, Filip pa usmeri oči nekam visoko pod obrvi. Na prvi strani z velikimi črkami piše biologija in spodaj z manjšimi prvi letnik. Na to piše celica, kar je naslov učbenika, ki ga bomo uporabljali. In tukaj nakratko pomoči in zaradi. Nerodno je, pa se premaga. In v srčku ob strani piše Filip plus Tanja. Razred plane v smeh, nekoliko nerodno pa postane tudi učiteljici, ki se med sabo presede in odkašlja. Pusti razred, da se izsmeji in medtem vzame redovalnico. Abršek, Filip prikima in učiteljica nadaljuje. Tvoje osnovno šolsko znanje je več kot zadovoljivo, a tega ne bo ocenjevala, ne? Kar se tiče sošolcev, si mi lahko imenoval približno tretjina razreda in od nekaterih tudi kaj povedal, kar za pogleda na uro, kar za 2. september 9 in 13 minut sploh ni slabo. Zdaj govori skoraj že razredu. Opazovanje okolja je za dobrega biologa ključno in tukaj si se kar dobro izkazal. Tvoje sprejemanje snovi je vzorno in tvoj pomin ti predvsej dobro deluje. Kratek premor, v katerem vzame pisalo in poišče ustrezno mesto v redovalnici. Tvoja iskrenost in pogum sta skoraj tako presenetljiva kot tvoja predrznost. Nekaj piše v redovalnico. In mislim, da je primerna ocena za te 5. 5 minus, pravzaprav. V redovalnico piše še minus. Na to nekoliko predstavi, da vanjo vidi tudi Filip. Zadovoljen? Filip prikiva. Izvoli zvezek, lahko sedeš. Malo po tem, ko učiteljica že varno obnavlja kazalo učbenika, mu Matjaž prišepne. Stari, ti se pa rad presravaš, a? Filip skoraj da trzne. Da bodi tiho. Če me vpraša, kak ime tega ne bi znal povedati.